Dobro jutro, drage gledalke, spoštovani gledalci. Dobrodošli v oddaji Merica dobrega. Ja, prejšnji teden ste si nekateri privoščili krajši oddih, spet drugi pa so delali. No, saj veste tudi, res se ne postavi ravno sam. Je potrebno kar nekaj dela. No, karkoli ste delali, upam, da ste uživali. Vreme je bilo lepo, tako da vkolikor niste bili na dopustu na morju, verjamem, da vam ni ušel tudi kakšen dan na slovenski obali. Preden pa zaplešemo ob dobri glasbi, si poglejmo še nekaj stvari, ki so se zgodile na današnji dan. Leta 1989 so predstavniki slovenskih opozicijskih gibanj na Kongresnem trgu v Ljubljani sprejeli Majniško deklaracijo in z njo zahtevali suvereno državo slovenskega naroda. Leta 1945 je Nemčija podpisala kapitulacijo. 9. maja pa se je končala druga svetovna vojna na evropskih tleh. Leta 1963 se je rodila Helena Blagne Zaman. Mislim, da mi ni potrebno povedati, kdo je to. No, sedaj pa vzemimo časovni stroj in skočimo v leto 1429, ko je francoska vojska pod poveljstvom Ivane Orleanske pri Orleansu porazila Angleže. No, sedaj pa kar nazaj v sedanjost in skočimo na našo Facebook stran, kjer si bomo pogledali, katera skladba je v teh 2 tednih dobila največ vaših glasov. Tokrat ste imeli na voljo kar 2 tedna za izbiro vaše najljubše skladbe. Izbirali pa ste med Janom Plestenjakom Velik je ta svet in Gadi, ker ti. No, zmagovalni videospot je videospot Jana Plestenjaka Velik je ta svet. Pa predlagam, da si ga za začetek kar pogledamo. Midva se ljubiva in se sovraživa, ta zgodba prepovedana je lepa. Letiva v nebo in padeva na dno, lepo je s tabo in hudo edina. Noč je pod ozvest, spet sanjam, ali vse je res, zgledaš, kadar si iz nebes. Dan je slaba vest, Spet sanjam, ali vse je res, igra dveh teles. velik je ta svet, a hočeva živet, a midva sva kot plamen, sva kot led. Slepa sva oba, zadeta od neba, zdaj se svet vrti za naju dva. Frendica ti prav, da z mano ne smeš, zate nisem ta prav in to dobro veš. Ti zgledaš čist wow, vse mi je všeč, jaz hočem čist mal, daj zame zapleš. S tabo mi je lepo, kar se ne smeje sladko, a zdaj naju nekdo preklinja. Gori ljubezen ta, čista kot sveta tla, na njih stopila sva boginja. Noč je pod ozvest, Spet sanjam, ali vse je res, zgledaš, kadar si iz nebes. dan je slaba vest. Spet sanjam, ali vse je res, igra dveh A teles. velik je ta svet, hočeva živet, midva sva kot plamen, sva kot led. Slepa sva oba, zadeta od neba, zdaj se svet vrti za naju dva. Velik je ta svet. Jaz nisem Superman, ker nimam moči, da se ti uprem. Skupina poti zločina, tvoj Romeo, Julija, moja edina. Ne morem brez tvojega dotika, rdeča šminka me mika, ka pika. To, kar mava, hočem, da traja, s tabo grem iz pekla do raja. Frendica ti prav, da z mano ne smeš, zate nisem ta prav in to dobro veš. Velik je ta svet, Gledaš čist wow, vse mi je všeč, jaz hočem čist mal, daj zame zapleš. velik je ta svet, hočeva živet, midva sva kot plamen, sva kot led. Slepa sva oba, zadeta od neba, zdaj se svet vrti za naju dva.
ta svet. Ja, tudi Jan Plestenjak se zna povezati s pevci mlajših generacij. In s Čaletom Saletom mu je to super uspelo. Estetski, modern videospot izpod rok Saše Hasa. Skupine kadre Jana Plestenjaka, Čaleta Saleta in Ane Colja, ki je kot fotografinja odigrala glavno žensko vlogo. No, posneli so čudovit videospot v čudovitih prostorih Kristalne dvorane v Sokolskem domu, ki se nahaja v Janovi rodni Škofji Loki. No, preostali kadri pa so bili posneti v Mojstrani in v prestolnici. Preden pa gremo naprej, si poglejmo še, med katerima videospotoma boste lahko izbirali ta teden. Prvi videospot pripada Čukom Gremo na morje, druga izbira pa je Zdravko Čolić, Tebe čuvam za kraj. No, skočite na našo Facebook stran, poglejte si oba videospota in izberite svojega. Mi se že zelo veselimo vaše izbire. Sedaj pa je na vrsti že tisti sladki ali pa slani čas, da skočimo pogledat v naše kuharske minute. Ja, čas je, da današnjo merico dobrega zopet napolnimo tudi s kuharskimi dobrotami. Z nami bo Anita pripravila pa naj bi posebno presenečenje, potratno potico. Anita, beseda je tvoja. Dragi moji, lepo pozdravljeni spet v moji kuhinji. Danes vam bom pripravila potratno potico. Postopek približno bo mačken drugačen, ker je potratna potica v bistvu resnično potratna. Tule enostavno, če se malo po pultu ozrete, enostavno boste videli, da je kar pač nekaj stvari že pripravljenih. Nekaj enostavno jih imamo še pripravljenih, to se pravi orehi, samo testo. Potem bomo naredili čez čas, ko bomo naredili testo, da je pač potratno potico lepo oblečemo. Enostavno, ko bo vzhajala, lahko vi, gospodinje, spečete biskvit, tako da pač ni potrebno enostavno, da prejšnji dan pečete, lahko jaz, da bo pa to malo hitreje, enostavno, da bomo pač tudi posneli, enostavno smo pa spekli biskvit. Zdaj lahko vam tudi povem v tem trenutku, kako mi biskvit naredimo. Za en takle okvir, ko ga imam jaz tukaj, ki ga je možno tudi pri meni naročiti, ker ga jih pač z možem delava po naročilu. Okvir je velik 25 cm x 34, pa višine 8 cm. Za en takle biskvit potrebujemo 4 cela jajca, ne rabite jih ločevati na rumenjake in beljake. Noter dodate, samo trenutek, noter dodate, zdaj tako je, recimo jaz imam tukaj pač recept, noter dodate glede na velikost okvirja 4 jajca, potem rečemo 8 žlic sladkorja, ker je glih enkrat je povečan, potem en vaniljev sladkor, 2 žlice ruma, 6 žlic vode, pa 8 žlic moke, ampak moko dodamo čist na koncu, to se pravi, ko vi naredi 5 do 10 minut miksate jajce, sladkor, en vaniljev sladkor in pa rum, 5-10 minut, ko imate kremo narejeno, pa dodate na rahlo z penovko, enostavno umešate pač še moko in to spečete 10 minut na 190 stopinj. In si lahko prejšnji dan pripravite 2 bela biskvita in pa enega rjavga, v katerega dodate namesto ene žlice moke, dodate eno veliko žlico kakava. To si lahko prejšnji dan pripravite ali pa med tem časom, ko vam bo testo vzhajalo. To je približno 40 minut, 50 minut, ko pač testo za potico vzhaja. Zdaj verjetno enostavno vsaka gospodinja je že kdaj spekla potico, če pa ne, bomo pa tudi danes še enkrat pripravili osnovni recept, kako se pač naredi orehova potica, ampak mi jo bomo pač danes zlagali, jo ne bomo zvijali.
Pripravimo kvasec za ta okvir, v katerem bomo mi pač delali potratno potico. Vzamemo malo več kot polovico kvasa, to približno za pol kilograma moke. Za kilogram moke rabite celo kocko kvasa, tukaj pa pač vzamete malenkost več kot pol kocke kvasa, to se pravi tam 2,5 grama, malo več, okrog 3 grame. Potem dodamo, da bomo naredili kvasec, damo malo mlačnega mleka, približno 3 do 4 deci, eno veliko žlico sladkorja, da bo kvasec sam lažje vzhajal. Temu pa dodamo tudi eno žlico moke, rečemo od pol kilograma, lahko pa še posebej, se enostavno se ne bo skoraj nič poznalo. Potem vzamemo en servet, da bo pač kvasec lepo pokrit na toplem. In ta čas pripravimo ostale sestavine. To so pa maslo, ki ga damo 7 gramov za pol kilograma moke. Potem enostavno od 2 rumenjakov vzamemo 2 beljaka stran, jih pač porabimo potem za nadev v orehovem nadevu, ki ga bomo tudi naredili, bom pol povedala recept. Potem enostavno vzamemo 2 do 3 deci mlačnega mleka. Vzamemo tudi en limon, naribano limono na lupino, da bo pač naša potička lepo dišala, in ščepec soli in pa 5 do 7 gramov sladkorja, zato da bo naša potička tudi sladka. Zdaj mi smo kvasec pripravili, mi ga bomo takole pač lepo pokrili, zato da nam bo do ta čas vzhajal, ko bomo mi vse ostale sestavine nadevali v posodo za vzhajanje. Pol kilograma moke. V sredino naredimo eno tako luštno jamico, da bo tole se dobro videlo, eno jamico. Noter damo 2 rumenjaka. Noter damo limonino lupino. Malo mlačnega mleka. Sladkor lahko zvagamo, to se pravi, smo rekli tam 7 gramov, da bo potička sladka, takole, 7 gramov. Enostavno tole majčkeno zmešamo. Dodamo tudi en vaniljev sladkor. Tule smo pa pripravili 7 gramov stopljenega masla, ki pa ga dodamo skoraj čisto na koncu, enostavno, da po domač povedan lepo oblečemo samo potičko. Sladkor smo dali, zdaj dodamo enostavno tudi malo ruma, da bo potička lepo dišala, da bo imela svojo aromo. Potem pa vsaka gospodinja verjetno ve, da je treba nekam v rob dodati tudi ščepec soli. Zdaj lahko bi jo dali čist na koncu, lahko pa damo za rob. Glejte, kvasec je lepo vzhajal, ne sme je čez, zato da enostavno kvas pač preveč ne deluje. Zdaj enostavno mi smo tule noter naredili eno tako lojamco in tole zmešamo. V teli pač jamci lepo takole zmešamo. In dodamo naš kvasec. Malo ga v žličko poberemo. Tole imamo še potem maslo, stopljeno maslo, ki ga skoraj čisto na koncu pač dodamo sami potici. Tole. Zdaj mi to majčkeno skupaj sestavimo. Zdaj, ko imamo pa takole že vse skupaj dan, pa dodamo še naše 7 gramov našega masla.
da potem našo potičko lepo oblečemo. Glejte, koliko je lepo testo tako rahlo, takšno kot pač mora biti za samo potico. In tej rahlosti dodam maslo, ki smo ga dali čisto na koncu. Tako, zdaj bomo mi potičko pač dali za 40 minut, od 30 do 40 minut pač lepo vzhajati. In ko bo potica vzhajala, se vidimo, da enostavno pač nas sestavimo. Med tem časom, ko bo pač potica vzhajala, bom jaz pripravila ostale sestavine, ki vam bom potem za njih tudi povedala recept. Tako da, glejte, naša potička gre lepo zdaj počivati, spet ji damo, tako kot smo zadnjič pač pri orehovi potici dali poljubček, zato da bo lažje vzhajala, jo lepo damo počivati, pokrijemo, enostavno pa se vidimo čez dobre pol urce, 40 minut. Lep pozdrav! V primeru zdravstvenih težav se splača imeti zanesljivega partnerja. Sklenite zavarovanje Specialisti, saj vas hitro popelje od prvega pregleda do diagnoze in obravnave. S klicem na Halo zdravje pa si zagotovite hiter in enostaven dostop do zdravstvenih storitev. Triglav zdravje, vaš partner za zdravje. Postanite z nami vidni tudi vi. Oglaševanje na ETV. 03 56 57 150. Spet ni več pametnega po televiziji. Jaz porabim hitrejši internet, ker tale toliko počas loada. Dragi, spet ne dela telefon, jaz ga porabim. Ok, pa najbolj, da naročimo enega Eva je trojčka, ne? Bo kar takoj poklical. Eva je trojček, najboljša izbira za vso družino. Internet, televizija in telefonija na enem mestu. Eva je z vami že več kot 50 let. Oddaja Jazz z Nino. Pogovorno-glasbena oddaja z raznolikimi jazz umetniki. Vsak prvi torek 20 pred 8. Samo na ETV. Kdor prej pride, prej pomaga. Hitra in učinkovita avtomobilska asistenca s prijavo asistenčnega primera tudi prek aplikacije. Zavarovalnica Triglav. No, medtem, ko se v kuhinji pripravljajo in dokončujejo dobrote, pa je v tem trenutku na terenu v Delamskem domu Trbovlje naša ekipa, kjer se odvija 4. konferenca o inovativnosti v tehniškem izobraževanju. Na drugi strani pozdravljam Stašo Radunović. Pozdravljena. Lep pozdrav iz Trbovelj. Kot vidite, se nahajamo v Delavskem domu Trbovlje, kjer se bo kmalu pričela 4. konferenca TRI. Organizirala jo je Srednja tehniška in poklicna šola Trbovlje in z nami je ravnateljica šole Marjetka Bizjak. Pozdravljeni. Dober dan.
Marjetka, bi nam zaupali, kakšen je namen današnje prireditve, pravzaprav dogodka? Ja, to je lep dogodek, že 4. po vrsti, tako da že kar pravimo, da je tradicionalen. Je pa ta konferenca namenjena spodbujanju inovativnosti pri mladih, torej pri srednješolcih v tehniških programih. Namreč nedopustno bi bilo, da bi se komorkoli izmuznil ves ta potencial, ki obstaja, ki deluje. Zato je ta dogodek tudi dobro obiskan, odmeven in verjamem, da bo tudi današnji takšen. Pomembna pa je tudi povezava z gospodarstvom, kaj ne? Ja, seveda. Naši programi že v izhodišču pripravljajo tudi na poklic in seveda na nadaljevanje šolanja in pri tem je zelo, zelo pomembno, da iščemo vse možnosti, da mladi že pravočasno dobijo različne vrste stika z gospodarstvom. Prav tako pa je to zelo pomembno tudi za gospodarstvo. Seveda, glede na potrebe. Ja, seveda. Pa zato, ker je to tudi možnost, da svoje bodoče zaposlene, svoje bodoče sodelavce spoznajo že prej. Jih na nek način lahko tudi usmerjajo in pomagajo in tako seveda dobijo tudi boljši kader. Današnji dogodek poteka zdaj od 9:30 pa skoraj do 15. ure popoldan, kar nekaj referatov, kdo pa sodeluje? Ja, dogodek je organiziran v 3 sklopih. Prvi sklop je namenjen gostom in pa seveda govornikom, ki se veseljem pridejo in pospremijo našo konferenco v boljšem delu. Druga 2 sklopa pa sta namenjena prispevkom letos, predvsem šolskim, iz šolske sfere, tako učiteljev, pa največ seveda dijakov. Z naše šole pa tudi iz drugih šol. Tule v avli pa seveda istočasno poteka tudi predstavitev množice drugega dela, ki nastaja v celem letu in kar smo veseli tudi predstavitve trboveljskih osnovnošolcev na področju inovacij, inovativnosti. Seveda jih je treba pravočasno pripraviti. Seveda tukaj brez mentorjev na vseh področjih seveda ne bi bilo nič. Dobro idejo je treba prepoznati, jo negovati, jo zalivati, včasih dopustiti kakšno napako in potem imamo ves ta cvet, ki ga lahko danes vidimo tule. Kaj pa teme današnjih referatov so že vnaprej izbrane ali ste imeli izbor? Delali smo izbor, tudi na šoli seveda so lahko samo tisti, ki so bili na nek način bolj zanimivi, tudi boljši po predstavitvah, se udeležili tega plenarnega dela. Teme so pa zelo, zelo različne. Sej v zloženki imamo našteto to, tako da skoraj ne bi mogla ponavljati. Ja, zelo zanimive so, ja. In koliko časa pripravljate takšen dogodek, kot je danes? Ja, v glavi seveda bomo takoj po tej konferenci naredili evalvacijo in začrtali smernice in teme naslednje konference. Drugače pa tole najtežje vprašanje, ker ste mi ga postavili. Ja. No, potem drugič ne bomo. Ne, eno leto zagotovo ne, čeprav tako kot pravim v glavah in načrtovanju pa. Prej ste omenili tudi goste, v uvodnem delu imate, mislim, da je županja Jasna Gabrič in kdo še? Ja, pozdraviti nas pride županja. V uvodnem delu bosta spregovorila tudi direktor Centra za poklicno izobraževanje, gospod Elido Bandl, in pa direktorica območne gospodarske zbornice Zasavje, magistrica Staša Baloh-Plahutnik. Potem pa imamo 2 gosta, ki bosta, torej prvi je dr. Jure Knez, naš nekdanji dijak z DV Softa, kar verjetno vsi vedo, ki bo o inovativnosti povedal svojega stališča in verjetno tudi svojih izkušenj. Potem pa je nekoliko daljše predavanje dr. Blaža Koritnika iz nevrološke klinike UKC-ja. Njegovo predavanje pa nosi naslov Ustvarjalni možgani in se obetamo zanimivih izsledkov, ki jih bomo slišali. In kdo se še vse udeležuje današnje konference? Ja, zdaj zagotovo bodo tule, kot vidim, že prihajajo predstavniki gospodarstva. Povabili smo vse starše, kajti tule je večina dijakov 4. zaključnih letnikov in kot jaz pravim, je to praznik za šolo in mislim, da je praznik tudi zanje.
Ja, vidim, da gosti prihajajo, zato vam ne bi več imala časa. Vsekakor vam želim, da dogodek poteka tako, kot ste zamislili in ga uspešno tudi dokončali. Najlepša hvala in hvala za tole javljanje. Hvala tudi vam. Spoštovani gledalci, glede na program vam bom prebrala nekaj tem, ki so res fascinantne. In potem boste videli, da je res zanimivo in kaj vem, mogoče se pa še kdo danes udeleži tega dogodka. Torej, uporaba 3D tiskalnika v učnem procesu. Spletna aplikacija za vodenje evidence o preteku roka uporabe živil. Teslin transformator. Razvoj in konstrukcija naprave za rotacijsko varjenje. Povezovanje dijaške razvojne računalniške skupine z gospodarstvom, konkretno Komunala Trbovlje. Učno okolje v virtualni resničnosti. Startup inkubator za dijake. Ogrevanje zgradb s sončno energijo. Sledilnik sonca za solarni panel. Devianten pouk matematike z raketo. Torej, kot vidite, teme so resnično zanimive in vredne ogleda in poslušanja. Lahko končamo studio? Pozdravljeni nazaj v studiu, kjer pa je z nami že naša prva gostja, Kaja Vidmar. Lepo pozdravljena. No, se sploh ne vem, kje točno naj začneva, ampak morda za dogodkom, ki se je zgodil pred enim letom, ko si postala Kozmo dekle. Ja, tako je, res je. Zakaj si se prijavila, kakšna je bila izkušnja? Ja, to je bila kar zelo velika priložnost zame, v bistvu ena izmed največjih. No, zgodba je v bistvu malo hecna, tako v bistvu je mami videla objavo v reviji, kjer iščejo novo Kozmo dekle. Se prav spomnim, kaj je iz spalnice pritekla do mene z revijo v roki, Kaja, iščejo novo Kozmo dekle, nujno se moraš prijaviti, daj probi. Sem še malo razmišljala, sem rekla, kaj pa če bi res poskusila, ne, itak, karkoli greš, nekaj novega, je spet nova priložnost, so nova spoznanstva, ne. In ravno v tistem času sem začela izdelovati že svoje čokarje oziroma svoj nakit. Sem rekla, če mi uspe saj med prvih 6 finalistk prideti, ne, je že tudi neka dobra reklama, ne, tudi za moje izdelke in da poznam to Kozmo ekipo, ki sem jo spoznala in punce so čudovite in res v tem letu se je veliko stvari novih zgodilo. Koliko pa je bilo prijavljenih punc, izmed koliko punc so te izbrali za Kozmo dekle? Točno ne vem, sicer tam, kar se spomnim na internetu, koliko je bilo prijav, zihar tam nek 50, če je bilo še kaj dodatno, ne vem, no. Potem so jih 6 izbrali, na koncu 1, tako da takrat, ko me je urednica Manca klicala in mi sporočila to novico, jaz v življenju še nisem toliko jokala od sreče, tako kot sem takrat, no, tako da je bilo res nora izkušnja, no, res. No in v bistvu je to bila nekako odskočna deska, ker od takrat naprej se ti je zgodilo veliko stvari. Tako je, res je. V bistvu takrat smo s Kozmom sodelovali kar 1 leto, potem sem imela neko fotografiranje tudi za avto, za Mazdo. Bila sem med glavno žirijo za Mistre Slovenije, tako da od takrat naprej seveda pač so se odprla tudi nova vrata. Sicer pred Kozmom naslovnico sem že v bistvu 13-14 leta se ukvarjala malo z modelingom, igralstvom, vedno so bile take malo stopničke, Kozmo bil pa zame res tista taka prestopna, no. Kot neka odskočna deska. Ja, res je, tako je. No in potem te je tudi VUP center, seveda vsi poznate VUP center, tisti center, kjer so trampolini, tako za zabavo. Vas je VUP center povabil k sodelovanju. Tako je, so me kontaktirali, v bistvu sama se veliko ukvarjam tudi športom, no, verjetno tudi zato, ker imam nekaj sledilcev in na socialnih omrežjih in tako, nekako so želeli, da jim pomagam za promocijo njihovega VUP trampolin parka, ne. Tako da v bistvu delamo tedensko 2-krat na teden posnetke za Facebook, za Instagram, za YouTube, kjer želimo ljudem približati, da trampolini niso nič strašnega, da v bistvu niso samo za otroke, so tudi za odrasle ženske, za moške, da so neka res fina športna dejavnost, tako malo na zabaven način, kakor tudi malo na profesionalno. No, pa imela si posnet tudi en vlog, če se prav spomnim, iz VUP centra, ki si tudi sama poskusila. Ja, res je. Kakšna izkušnja? Joj, to je bilo noro, res. V bistvu se počutiš spet, kaj en 12-letni otrok tam, ne, imajo res od plezalnih sten, imajo ogromno trampolinov. Meni je bil najbolj všeč tisti del, ki imajo profesionalni del, tam, kjer tudi Duncan Devilsi trenirajo. V bistvu sem se naučila končno salto v 1 uri, res je bilo zabavno. Prej te fino ogrejejo, ne, da ne pride do kakšnih poškodb, ampak
nič bat, je super, res. Se pravi, je vedno pod strokovnim vodstvom, Ja, tako da tako je, točno tako. pod se res ne strokovnim more nič vodstvom. zgoditi. Ne, nič ne more, nič. Luštno je res. No, in seveda zgodilo se ti je veliko stvari, med drugim si tudi postala ambasadorka za Champion. Tako je, res je, res je. V bistvu z Championom sodelujemo že tam dobri 2 leti. No. Začela sem samo kot model, v bistvu tudi za jumbo plakate, za spletno stran, spletno trgovino. Potem smo se pa dobro razumeli, sodelovanje je kar preraslo na malo več, tako da so me v prejšnjem mesecu klesali, če bi postala kar ambasador njihove znamke, no, tako da sem bila izredno vesela. No. Kakšne obveznosti pa prinese ta naziv? V bistvu je tako, oni meni pošiljajo njihove izdelke, športne, malo si jih sama zberem, malo oni se dogovorimo. Jaz to nosim, tako promoviram stvari, razne akcije, ki jih imajo, popuste, dogodke, modne revije, vse to jaz z njimi sodelujem in potem na svojih socialnih omrežjih objavljam. Ne. Tako da v prihodnosti kmalu bodo imele tudi stranke določen popust preko moje kode, ki jo bom imela, tako da bo kar nekaj ugodnosti tudi za stranke oziroma kupce. No. Zelo lepa izkušnja. No, pa še ena pot oziroma še 2 novi poti sta si odprli. Si tudi promotorka Tuševega teka Baru. Tako je, letos se je tudi to zgodilo, sem ful vesela, ker je v bistvu tudi taka zabavna stvar. No. V bistvu oni delajo tudi v povezavi z poni kolesi, to so slovenska kolesa. Tudi sama sem enega prejela, sem ga dobila, tako da ravno jutri v bistvu snemamo promocijski video z Tušem in z kolesi poni. Tako da v bistvu, kaj spet tukaj je moja naloga, kaj počnem, da promoviram in ljudem približam ta Tušev tek Baru, ki bo 22. junija. V bistvu najbolj zanimivo bo tudi to nočno dogajanje, kjer bo prišlo veliko teh znanih pevcev, DJ-ji in tako res luštna zadeva. Se pravi, bomo tebe videli v supergah ali na kolesu? Oboje skupaj. Na supergah s kolesom bom prišla, tako, evo. Tako da ja, bo fino. No, v bistvu oboje malo sodelujemo. No. Sem mislila, da boš potem na Tuševem teku Baru tekla prva, da boš ostali tekli za tabo. Mogoče pa res, ja, pa bom mahala tako le nazaj. Mogoče pa res, ja. Dobra ideja, nisem pomislila, no. Tako nekakšen zajček, da imajo potem ljudje motivacijo. Da motiviram ljudi, ne jih spodbujam. Tako. Ja, evo, no. Evo nova ideja, da jo lahko predlagaš. Kaj pa, se pravi, omenila si Rock Pony Slovenijo. Se pravi, kaj pa je točno tukaj v bistvu tvoja naloga? Kot seveda sedaj je Rock ponovno izdal ponija, že 1-2 leta nazaj. Tako, ja. In predvidevam, da Rock ponovno poskuša za svojimi kolesi priti na slovensko tržišče. Tako je. A ravno tako kot je recimo ali Champion ali Tušev tek Baru, prav tako sodelujem s Rock ponijem, da približam ljudem oziroma da jih spet spodbudim, da je poni nazaj in da zakaj ne se odloča za nakup, no, tako na tak prijeten, zabaven način bom na svojih socialnih omrežjih promovirala njihova kolesa, no, ki so res zelo luškana in zelo dobra. Se pravi, je to en novejši poni, s katerim lahko ponovno pridemo morda malce lažje na Vršič. Tako je, ja, tako je. No, super, pa morda si privoščiva en odmorček, si pogledamo en video spot, tako da Natalija Verboten, Del mojega srca. Vem, da takšen si, kot si, in ne zamerim tega ti. Več kot sva bila mi dva, zaslužim si, kriv nisi ti. Lahko pozdravim te z očmi, lahko sva tudi še na ti, popravim
Pozdravljeni nazaj, z nami je še vedno Kaja Vidmar, pa da nadaljujeva najin pogovor. Pojdiva morda še malce na stvari, ki te najbolj veselijo. In vem, da je to tvoja spletna trgovina Tačkec. Kako se je vse skupaj sploh začelo? Ja, vse skupaj se je začelo kakšno leto pa pol nazaj, mogoče 2. V bistvu začetek je malo bolj tak. Zdaj začela, sicer sem zbolela za Crohnovo boleznijo, bila sem 2 meseca v bolnici, imela sem itak veliko časa, mogla sem počivati, veliko spati in ta 2 meseca sem imela dovolj možnosti za razmišljati, kaj pa bi zdaj jaz počela, tako kot da bi nekaj svojega odprla. Ker vedno sem neke take manjše projekte delala, pomalo, vedno sem si pa želela, da bi imela neko svojo znamko, v kateri sem res 100% svojo glavo, delam v bistvu samo to, počasi. In tam sem prišla v bistvu do ideje, vedno sem imela rada nakit, spremljala sem ta socialna mreža, Instagram in Facebook, popularni so bili čokarji, taki, ki te danes nosim, je moj izdelan. In sem razmišljala, zakaj pa ne bi jaz kar sama izdelala čokarje, sploh pa v tej smeri, sama imam malo alergijo na nikelj, tako kot moja mama, in ponovadi, ko greš v trgovino po ta nakit, imaš zlatarja, ki je bolj kakovostno, zlato, se pravi, nima niklja, ali greš pa v te bolj cenovne trgovine, kjer pač izdelki vsebujejo nikelj. Sem rekla, zakaj pa jaz ne bi naredila izdelke, ki so bolj cenovno ugodni in ne vsebujejo niklja. Tako da sem delala na tem kar par mesecev, sem iskala določene materiale, hodila do ogromno enih zlatarjev, proizvoden, izdelala svojo embalažo, škatlice in končno sem se odločila, da bom odprla v bistvu svoje mini podjetje. Na začetku sem imela osebno dopolnilno delo ODD, zdaj pa že odpiram v bistvu SP, tako da se je potem to kar razvilo. Tudi 3 butiki v Ljubljani, v centru so odkupili moje izdelke. Počasi je že to tako preraslo, da sama nisem mogla več tega ročno izdelovati. Mi je potem že sestra, mami pomagala, pa fant. Tako da se je kar razvilno. Potem pa še Kozmo in je še Kozmopolitan malo pomagal. Moji izdelki so bili tudi tam objavljeni, tako da v tej smeri mi je Kozmo tudi veliko pomagal. Se pravi, na začetku si vse izdelala ročno? Vse ročno, tako je, ja. V bistvu približno en čokar, eno verižico sem izdelovala tam uro pa pol. Vse diamantke, vse paličice, zaključke sem sama zvijala, tako da je bilo kar naporno za prste in za učke, tako da sem rabila že počasi pomoč. No, kaj pa potem si pa šla tudi v spletno prodajo? V spletno prodajo, tako svojo spletno trgovinco sem imela. Sicer je zdaj trgovina že od lanskega novembra zaprta. Zakaj? Zato, ker je v popolni prenovi že pol leta. Znamka se bo malo tudi preoblikovala, v bistvu bo okrajšana iz Tačkec v TCKC. Kmalu bova s partnerjem dodala tudi svoje oblačila, to pričakujeva v mesecu septembru. V bistvu, tako da je bilo malo stojen, se nama je zdaj tudi odprla nova priložnost. Vsake nekaj let se v bistvu odprejo program za spodbudo mladih podjetnikov, kamor se lahko mladi do 28. leta prijavijo. Letos je bilo 50 prijav, 18 jih zberejo in so naju poklicali, da sva zbrana. Se pravi, to pomeni, da ti en mesec pomagajo pri dejanski izdelavi produktov, pri finančni pomoči, tudi v bistvu ti dajo 5000 evrov za tisti začetek, ki ga v bistvu vsak mladi potrebuje. Vsaj toliko za mesečne SP stroške, da si lahko pokriješ. Se pravi, tudi s kakšnimi nasveti, recimo glede marketinga? Tudi z nasveti, tako je. V bistvu dobiš prav svojega mentorja za en mesec, ki ti pomaga, mentorja iz tega področja, ali je to trgovina, ali je to proizvodnja, ki ti dejansko pomaga ves ta projekt, ki si ga zamislil, izdelati. Tako da midva sva s fantom vedno imela vizijo, vedno sva vedela, kaj želiva, tako vizualno bolj. Sama imam pa malo probleme tako pri finančnih, ekonomskih stvareh, tako da sem ful vesela, da nekdo kaj izkušen. Ponavadi si umetnik, nisi pa potem ravno zraven še ekonomisti in marketing. Te stvari so umetnikom ponavadi malce bolj tuje. Točno tako, pa težko je. Enkrat, ko imaš malo več dela, težko je vse to sam nadzirati in vedeti, tako da nama bo ta pomoč zelo, zelo prav prišla, tako da sva zelo hvaležna. Lahko morda malce zvemo, kaj
kakšna oblačila lahko pričakujemo. Vem, da so se, ko sem nekaj časa nazaj, ko je bila trgovinica še odprta, so bile gor kopalke. Kopalke so bile tudi, ja. Kopalke so bile čisto podobno. V bistvu ko sem sama nosila kopalke, ki sem jih kupila po drugih trgovinah, so me na Instagramu kontaktirale punce, kje kupaš take kopalke, koliko so dobre, take imajo z višjim pasom, malo bolj ožje. In potem, ko sem dobila to komentarjev za stil in za dobre kopalke, sem isto tako, ko pričel, ker jih razmišljala pismo, zakaj pa ne bi sama naredila, ne. Sicer je bilo to res probno, samo za en mesec, no, konec julija in avgust, kopalke so bile res tako razprodane, ampak so se pol s fantom odločila, da bova raj prišla za začetek na poloverje, ker mogoče poloverji so bolj tako vsakodnevni, no, ni toliko sezonsko, plus nosijo jih moški kot ženske, ne, kopalke pri nas v Sloveniji so res bolj samo, vemo, na juni, julij, avgust mesec, ne, sezonske, ne. Tako da začeli bomo s takimi bolj večjimi poloverji, več pa ne bomo razkrila. Kdaj pa lahko pričakujemo? V jeseni, močno upam, da že septembra, no, tako da se res že zelo veseliva. Mava načeloma že vse izdelan in logo, in dizajn, in materijale, in barve, samo še ta mesec zdaj rabava, da imava to finančno oporo, kot tudi strokovno glede ekonomije in... Ja, ker je pomembna ta prvi stik s trgom, kako prideš ven, tako da je fajn priditi kar malce bolj na veliko, da te... Ker na začetku vedno misliš, pa saj to bo lahko, saj imam vizijo, si predstavljam, kaj bom naredil. Tudi, če imaš ti zelo dobro idejo, ni to nikoli dovolj, ne. Če se ne znaš prodati, ti nič ne koristi. Ja, točno tako. Sicer marketing nama že gre, ampak se pravim, bolj te poslovne, ekonomske, finančne, davki in te reči, računi, tako da... No, začela pa si tudi z vloganjem, predvidevam, da to tudi v nekem sklopu z trgovinico, z vsemi stvarmi, ki jih delaš. Tako je. Čeprav mi, da sva začela vlogati, sva želela bolj delati vloge kot na športni osnovi, oziroma fitness vlogi, nekaj tazga, ne. Ampak zaenkrat sva izdala v 2 mesecih šele 2 vloga, 2 videa ven. Zakaj? Zaradi vseh teh projektov zraven, ki so res težko še snemati vse to zraven. Se pravim, da počas, mogoče septembrom bi rada začela malo te projekte manjše na stran dajati in res se posvetiti nama, najnimi znamki in vlogom. No, pa morda, če samo našim gledalcem razložiš, kaj točno je vloganje, bloganje, ker teh izrazov je danes res veliko, tako da samo toliko, da malce razjasnimo te pojme. Se pravi, bloganje, blog je blog, ko pišeš in slikaš, pišeš o, recimo, lahko si izbereš o dogodkih, ki se ti dogajalo, lahko si izbereš kategorijo, kot recimo danes punce največ make-upi, kako se ličiš, katere izdelke uporabljati, lahko recimo oblačila, kakšni imajo blog o potovanjih, potujejo po svetu. Vloganje je pa v bistvu, ko ti govoriš in se snemaš, ni pisanje, ne. Tako da ja, mi da sva se odločila za kategorijo bolj šport, mogoče življenjski slog, tako ne. Se pravi, načeloma iz vloganja lahko vsaj, recimo, kar se tiče make-upov in tega, dobimo veliko več, ker dejansko vidimo, kako se punca liči. Pri bloganju pa o tem beremo. Bolj podrobno se lahko pokaže. Sploh pri make-upu je boljš, da ti vidiš vlog, da poslušaš, da dejansko vidiš, kot pa recimo na blogu, ko punca piše in slika, ne. Pri takih stvareh, ne, je lažje. Pa recimo tudi potovanja je bolj zanimivo, če ti vidiš, ko potuješ, snemaš, kje in kako in zraven govoriš, kot pa da sam na blogu priložiš fotke, ne. Ampak kakor komu ustreza, kdor se bolj pač najde, ne, recimo, kakšni rajš pišejo, kakšni rajš govorijo. Tako da mi, da sva se za vloge odločila, no. Kako pa je, koliko časa pa recimo potrebujete za en vlog? Ker predvidevam, da je to kar nekaj časa za tistim enominutnim ali dvominutnim videom, ki ga mi potem vidimo. Ampak to so te začetki, ne? Ker ponavadi, recimo lansko leto sva bila na Lošinju, na morju, sva rekla, bova naredila vlog, ne, na Lošinju. Mi da sva bila 3 tedne tam, mi da sva vse živo posnela. Ta prvi mesec se tako zelo trudiš, ne, da pol kmalu, čez par mesecev ugotoviš, pa ne, bistvo vloga je glih to, da nimaš vse naštiman, ne? Da snemaš sproti tako, kot je vsak dan življenju, ne. Tako da na začetku porabiš kar veliko časa, je res tudi sploh za urejanje posnetkov, s tem se ukvarja moj fant, ne. Recimo, če naredila sva vlog 10-minutni, ne, to sva potem na računalniku urejala, kaj pa vem, najbrž več ure, ne, 5-6 urca, ne, da res vse tako, kot si zamislil. Se pravim, odvisno, kakšne imaš plane, kakšne imaš cilje, kako želiš, da tvoj vlog zgleda YouTube ali Instagrama, ne, koliko sam noter vložiš, no. Pa koliko imaš potem izkušenj pri urejanju, ker če jih nimaš, predvidevam, da ti veliko časa za to porabiš. Tako da hvala Bogu, da fant ima že kar nekaj izkušenj, no, da mu gre to kar hitro, no. Pa sem bolj jaz tista, ki kompliciram, kaj pa če bi
tukaj še to dala, kaj pa če to malo spremeniva. No, punce vedno kompliciramo pri teh detajlih, tako da še dobro, da imamo fante in može, da nam to malce olajšajo. Tako je, da nas malo bremzajo. No, pa pojdiva še na eno, tvoja ljubezen oziroma na stvar, ki jo delaš, to pa je Čaro kuhinja. Tako je, ja. To je pa tudi nek nov projekt, kar nekaj projektov v zadnjem času. V bistvu snemamo kulinarično oddajo, delava z Gojmirjem Lešnjakom. V bistvu je kulinarična, družinska, malo humoristična oddaja. Imamo v studiu, imamo v centru na tržnici, taka res luštna, no. Malo poučna, trenutno delamo svetovno kuhinjo, vsaka oddaja je drugačna, se pravi, ja, delamo Francijo, Slovaško, Slovenijo, Hrvaško, vsaki oddaji drugo državo, no, predstavimo in njihove glavne jedi, no, znane jedi. No, to pa tudi ni tvoje prvo pojavljanje pred kamero. Ja, je res, ja. Sem že v preteklosti, v bistvu pri 13 letih, 14 letih, bila sprejeta za glavno vlogo v družinski nadaljevanki Moji, tvoji, najini. Takrat se je v bistvu vse najbolj začelo, no. To je bila pa res nora izkušnja. Snemali smo kar 2 leti, no, naredili smo 2 zelo uspešni sezoni s 35 deli. Imela sem možnost igrati za res profesionalnimi igralci, Sebastian Cavazza, Barbara Cerar, Rifle in mnogo drugih. Za 13-letnico, 14-letnico je bil zame to kar velik preskok, no. V bistvu pri tistih letih, ko so me klicali, ravno je bilo poletje, ko sem zaključila osnovno šolo, potem sem šla v srednjo šolo, tiste 2-3 meseca so bile zame, zdaj bo pa srednja šola, zdaj bom na morju bila 3 mesece in tako. Sem dobila klic, so me klicali, sem bila kar tako malo, joj, kaj pa počitnice pa morje, ampak potem, ko smo začeli snemati, ko se je vse to razvijalo, ko sem toliko ljudi spoznala, je bilo res nora izkušnja in res. In kako sedaj primerjaš recimo tisto igranje pred toliko leti in to, kar snimaš sedaj? Čisto drugače. Po pravici povedano se danes malo bolj obremenjujem, ne, pa sekiram, pa želim, da bolj vse štima, se bolj pripravim itak, kakor pri 13 letih, ne. Ampak je čisto razlika, no. Takrat pri Moji, tvoji, najini je bilo bolj družinsko, bolj je bilo tako vsakodnevno mogoče celo, je bilo malo lažje, kakor danes, ko imamo Čaro kuhinjo, se vseeno moram naučiti nek tekst o zgodovini, o nekih imenih, kuharjev ali pa izrazih, je vseeno mečko bolj na spominu. Takrat je bilo pa bolj, smo se hecali, tako je bilo bolj, smo improvizirali, no. Res družinsko, luštan, kada bi bili res neka družina, res super je bilo. No, potem res je pomembno, da imaš dobro ekipo, da te potegne noter, točno tako, drugače je težko delati. Res, tako da hvala Bogu, jaz še nisem imela takšnih izkušenj, no. Ampak se pa vedno trudimo v tej smeri, da če pride do kakršnega koli nesporazuma ali konflikta, je vedno fino dobro to urediti, ne na grd način, ne na slab način, ne. Ker vedno je dobro, da imaš dobre veze, dobra poznanstva, ne. In da si ne zapiraš poti, ker nikoli ne veš, kam te peljejo. Lahko poveš na nek svoj način, nek strokoven, kaj ti ni bilo ok, kako bi ti spremenil. Nikoli pa ni fino v tem svetu nasplošno za vse stvari, da stvarmi ali ljudmi končaš na grd način, ker nikoli ne veš prvič, kdaj ga boš tudi spet rabo, ne. Drugič pa ni ne zate dober, ne za njega, ne za počutje in tako da. Ja. No, pa zaključiva še zadnjim vprašanjem, oziroma recimo, da je to vprašanje, ali pa malce spodbuda za kakšne mlade. Ti si, v bistvu nisi nikoli študirala na AGRFT-ju, študirala si popolnoma drugo smer, sedaj pa delaš čisto neke tretje stvari, tako da ni toliko pomembno, kaj študiraš. Res je, niti slučajno, jaz sem tak velik zagovornik za, da če imaš, ampak tako bom rekla, no, če imaš nek plan, če imaš neko vizijo, definitivno pojdi proti temu. Ni šola pomembna, je tudi pomembna zdaj, da ne bojo kakšni starši bili hudi nami, ampak če imaš nek plan, dejansko ga lahko izvedeš, ne. Tako da, pa tudi vedno pravim, vedno smo ful več sposobni, kakor mi v resnici mislimo, da smo, a ne. Tako da vedno sam ustrajati, nikoli odnehati, tudi če 100-krat padeš, pober se nazaj, tako da, ja, močni biti. Vsak padec je nova izkušnja, nekaj novega za naprej. Pa ne se bati komentarjev, ne se bati, samo pejdi naprej in to je to. No, se pravi, ko si ravno omenila te komentarje, za konec morda še našim vsem gledalcem, ravno ali naj se s tem obremenjujejo ali ne, rekla si, da ne, ampak kako to narediš, da se ne obremenjuješ s temi komentarji? Jaz mislim, da je glavno, da si samozavesten. Da imaš dobro samopodobo, da imaš dobro mnenje o sebi in ko boš imel sebe rad, ne, boš lahko tudi vse ostale stvari delal in imel druge ljudi rad. Tako da važno je, da se ti dobro počutiš v svoji koži in ko se boš dobro počutil v svoji koži, ti bo vse uspel.
Kaja Vidmar, najlepša hvala za tale pogovor. Ja, hvala vam za povabilo. Tako da veliko sreče pri vseh projektih. Hvala lepa, hvala, enako. No. In pričakujemo tole Tačkec spletno trgovinico v jeseni, bomo spremljali. No, super, najlepša hvala. Hvala vam. Tako, sedaj pa je čas, da skočimo pogledati nazaj v našo kuhinjo, kako je ratal naš končni izdelek. Tako da si kar poglejmo. Lepo pozdravljeni, dragi moji, spet nazaj. Naše testo je dvakrat med tem časom vzhajalo, zdaj bomo pa mi, preden bomo razvaljali testo, v katerega bomo oblekli v bistvu našo potratno potico, zelo lepo enostavno sestavili skupaj orehov nadev in pa skutni nadev, ki pač je potreben za potratno potico. Predtem, rečemo, sem že tudi povedala, da smo spekli vse naše biskvite, tamle sta dva, na uni strani je že eden pripravljen. Bomo mi enostavno lepo pripravili orehov nadev. Mi najprej orehe poparimo z 2 deci alpske smetane in pa 2 deci vročega mleka, zato da enostavno ne bomo imeli težav z gorčico in pa po domač povedan, podiranjem kupčka. Zdaj tale mleko pa smetana sta lepo enostavno vroča in mi enostavno tole pač takole lepo poparimo, pustimo majčken. Zdaj tem orehom enostavno lepo dodamo 2 vaniljeva sladkorja, zato da bo pač naša potička lepo okusna in da bo dišala. Noter dodamo en cel jajček, da bo zavezivo. V orehov nadev dodamo tudi, ne vem, rečemo eno žličko cimeta. Takole. V sam nadev enostavno pa dodamo tudi skoraj več kot polovico limonine lupine. Pol limonine lupine bomo dali pa v skutni nadev. Tem orehom dodamo tudi sladkor, 15 dekagramov, zato da bo potica oziroma da bo orehov nadev sladek. In mislim, da je v tem nadevu to skoraj vse. Dodamo pa tudi naš rumček, zato da bo pač dišala. Zdaj pa vzamemo naš pripomoček in tole lahko v bistvu skupaj zmešamo. Zdaj, orehi so v bistvu pripravljeni, posebej enostavno imamo pa mi pripravljen 6 beljakov. Tole orehe pa zdaj pustimo, da se lepo enostavno majčkeno napojijo. Čist na koncu pa dodamo zmiksanih 6 beljakov v sneg, ki jih potem, ko se pač testo majčkeno, mislim, orehi malo ohladijo, dodamo 6 zmiksanih beljakov. Med tem časom bomo naredili skutni nadev, potem pa še beljake izmiksali in pripravili do konca orehov nadev. Da bojo imeli orehi enostavno mogoče majčken barve, bom jaz kot v navadni orehovi potici tule dodala še eno žličko kave, navadne kave. Lahko pa tudi eno žličko kakava. Zdaj vsaka gospodinja pač lahko dela po svoje, ampak takole pač jaz pripravim. Zdaj jaz bom tako rekla, potico delam že kar nekaj let in vedno nekaj eksperimentiram, ampak osnove pa lahko rečem, da so pa večinoma skoraj iste.
Jaz včasih rečem, ne, enostavno, če ne bi bilo neki drugače zraven, pol ne bi bilo od Anite, ne. Ker Anita ni nikoli, ne, enaka, ampak je vedno pri njej nekaj drugače. Takole, vidite, ko zmešamo, ne, že tele orehi so dobili tako mačkan bolj temno barvo. Zdaj pa samo še počakamo enostavno, da se tele orehi mačkan ohladijo, da potem, ko bomo dodali beljake, ne, da ne bojo te čist skupaj padali. Takole. To zložimo smeti, tomle pa bomo zdaj še skutni nadev pripravili. Skutni nadev pa tudi pripravimo 2 vaniljeva sladkorja, ki smo jih dodali 1 kilogramu skute. 1 kilogram skute je pa zato, ker imamo v bistvu v 3 plasteh potratno potico. To se pravi, da imamo bel biskvit, rjav biskvit, med katere 2 damo potem skutni nadev, rjav biskvit čez, potem pa spet skuto in pa spet biskvit. Tako da je bo naša potratna potica med 3 biskviti in zato moramo tudi skute imeti kar dovolj. Zato, da bo pa ta skuta pač lepo mazava, ne, ji bomo pa dodali takole 1 kilogram skute, smo že dali noter v posodo, ji bomo pa dodali tudi pol litra ali pa 1 tavolko kislo smetano, zato da bo pač tole lepo mazavo in pa da bo potica sočna samo zaradi skutnega in pa orehovega nadeva, ker jaz ne močim biskvitov, ker je pač naredim biskvita oba dva tako sočna, da potem mi tega ne potrebujemo. Tule bomo dali pač naribano polovico limone, polovico smo jo dali v orehe, pol jo bomo dali pa v skutni nadev. Takole. Tule zraven bomo pa dodali sok 1 cele limone, zato da bo potem naša potica tudi sočna. Užamemo jo pač na užamalniku, zato da nimamo koščic, da če bo slučajno kdo zagrizel, da si ne bo kakšen zlob zlomil, ne. Potem skutnemu nadevu dodamo 3 rumenjake, beljake bomo porabili za orehov nadev. Tule noter sta pa še 2 beljaka, ki smo jih vzeli od samega testa za potico. Zdaj pa tule, da bo pa tudi skutni nadev dober in pa okusen, pa dodamo tudi 10 gramov sladkorja oziroma 12. Zdaj pač odvisno, koliko imate radi sladko in pa da bo sama potica res sočna, ne. Zato, ker bom tako rekla, ne, tukaj res ne rečemo, da je to navadna potica, ampak je potratna, zato ker gre v samo potratno potico zelo veliko sestavin, ne, in ta potica pač se dela 2-krat, 3-krat na leto ali pa mogoče za kakšne slavnostne priložnosti. Zdaj jaz bom tole z mikserjem zmiksala. Preden bom pa zmiksala, bom pa tej sestavini dodala 1 žlico vaniljevega pudinga oziroma tlele imam krem brulej, zato da bo pač tisto, kar je viška tega soka enostavno lepo učvrstil in da se ne bo sama skutni nadev razlezel potem, ko se bo potica pečena in ko se bo rezala. Beljaki stojijo. Zdaj pa te beljake lepo narahlo dodamo v rumenjake
mislim, beljake dodamo v orehov nadev. In to zdaj vse skupaj lepo narahlo zmešamo. Če so orehi bolj suhi, lahko imate malo vročega mleka pripravljenega in ga po potrebi dodate, ampak jaz sem približno 4 deci imela dovolj za 500-600 gramov orehov. Tako. Zdaj so pa naše sestavine lepo pripravljene. Tole še malo zmešamo, ker smo dodali sol. Sestavine imamo pripravljene in zdaj bomo šli počasi lepo našo potičko sestaviti. Zdaj je naše testo lepo vzhajalo, med tem časom, ko smo mi naredili skutni in pa orehov nadev, je naše testo lepo drugič vzhajalo. Zdaj enostavno v bistvu rabimo glih toliko, da ga pač lepo razvaljamo čim bolj na široko, bolj da ga majčkeno ostane, kot pa da nam je premalo, zato ga v bistvu kar dost na široko razvalite. Zdaj, preden bom jaz tole razvaljala, bom jaz še povedala, da enostavno je treba vzeti maslo, ki smo ga stopili v mikrovalovni ali pa nas pač v mikrovalovni glih toliko malo, in s čopičem, jaz imam kar takle čopič pač, da je bolj praktičen, namažemo dno po peki papirjev, spodaj imamo peki papir, okvir imamo tako velik, kot imamo mi pač tele naše biskvite, v katere smo mi včeraj spekli, vi jih pa lahko pač med tem časom, ko vam testo vzhaja, spečete in potem zlagate. Namažete okvir, ko ga je pač, sem že prej povedala, ga je možno dobiti tudi pri meni. Namažete okvir, robove okvirja, zato da bo potička potem, ko bo počena, lepo enostavno možno okvir samo sneti, vam bo pa lepo v okvirju ostala potratna potica, katero boste potem, ko bo ohlajena, po 1 uri, najmanj 1 uro se bo pekla, dobre 45 do 60 minut, in po pol ure mora v bistvu ostati v samem pekaču, zato da se lepo ohladi. Zdaj mi to testo pač lepo razvaljamo. Vzamemo zdaj naš okvir in testo lepo damo čez okvir, v katerega bomo potem pol ga mora od zunaj ostati, zato da boste pač vi lepo potičko noter. Takole. Glih tako zgleda, ko bi mi tale okvir oblekli. Naredimo v bistvu posteljco. Takole. Zdaj tukaj noter v bistvu pa ta prva stvar, ko je, bomo dali orehov nadev. Približno polovico. Zdaj vzamemo v bistvu najprej svetli biskvit in ga lepo damo na orehe in v naš pekač.
Tole spet lepo zložite. Zdaj na ta damo pa skutni nadev. Zdaj pa vzamemo skutev. In spet skute približno polovico. Zdaj damo rjav biskvit gor in na ta rjav biskvit še ostalo polovico skute. To je treba res lepo zlagati. Tole bo res ena taka velika potratna potica, ne? Zato ker tle noter gre res eno veliko sestavin. Ampak potem, ko mi to režemo, ko je to kot ena sestavljanka, enostavno to zelo okusno in pa zelo dobro. Tole, zdaj pa še orehov nadev. Zdaj pa v bistvu potičko sam še lepo z vseh strani lepo oblečemo. Namažemo z jajcem in pa z limono. Takole. Tole ni nič pomembno, ne, kako izgleda, ker ta potička je itak pol v spodi, ne. Tole lahko tole majčkeno stran damo. Ker potem, ko bomo mi potico spekli, se bo ta spodnji del bo na vrh, tako da pomemben je, kako je pač na uni strani. Pomembno je, da tukaj vilca vzamemo in da mi to, preden damo peč, lepo počakamo, da naša potička vzhaja. Takole. Zdaj pa vzamemo še tule jajček. Malo mleka in pa sok limone, zato da jajce ne bo preveč hitro postalo črno. To vse skupaj lepo zmešamo. In celo potičko namažemo, prepikamo in damo peč. Nič, naša petička je v bistvu pečena in pa lepo ohlajena. Zdaj tule od spodaj se skriva naša pač potratna potica, takole, ekola. Mi smo jo potem, ko je bila v bistvu že kar ohlajena lepo, smo jo pocukrali s sladkorjem. Zdaj bomo pa naredili pač naš častni rez, da jo damo na pol in potem mogoče še na rezine. Zdaj, jaz bom tako rekla, ne, režete jo pač tako, kot jo boste potem tudi naprej rezali, to se pravi, lahko jo režete na 5-6 delov ali pa na 2-3, pa jo potem posamezno, ampak najbolj fajn je, da jo režete tako, da enostavno
da imate potem vsak kos, da ima pač zaprijeto roke. Takole naša potička zdaj izgleda, zdaj jo bomo pa še narezali na pač na ene 3-4 kose, da se bomo z njo lepo posladkali. Vi pa jo po našem receptu lahko tudi pripravite in posladkate svoje goste in pa sami sebe. No, potica izgleda odlično in tole je še en recept, ki sodi v vašo kuharsko knjigo. No, da pa ne bomo samo sanjali o hrani, bomo skočili v našo rubriko Merica športa, kjer si bomo pogledali športne rezultate preteklega tedna. Z vami pa je David Buovski. Pija Lana, hvala za besedo. Kar nekaj časa se nismo videli, dogajanje je bilo zelo pestro, tako da najbolje, da kar začnemo. Nogometaši v 3. slovenski nogometni ligi Center so minuli vikend odigrali tekme 23. kroga. Oba zasavska predstavnika sta nadaljevala trend negativnih rezultatov. Zagorjani so zadnjo rešilno bilko za prvo mesto v soboto iskali proti ambiciozni ekipi Brinje Grosuplje in pred domačimi gledalci klonili z 0:1, potem ko so se jim maščevale zapravljene priložnosti v prvih 45 minutah. 3 kroge pred koncem so varovanci Tadeja Grčarja, ki je pred nekaj tedni nadomestil Roka Cirarja, padli na 4. mesto. Na vrhu lestvice je po zmagi v Ivančni Gorici ostal Bled Hirter, Gorenci imajo pred drugovrščenimi Grosupeljčani 4 točke naskoka. Teoretične možnosti za prvo mesto ima še ljubljanska ekipa Arne Tabor, slednja je tokrat z goloma v končnici tekme premagala kadrovsko osiromašene Trboveljčane, ki pa so vendarle pokazali boljšo predstavo kot na zadnjih tekmah. Rudar se ob preoblikovanju tekmovanja ne more več izogniti izpadu, do konca prvenstva so še 3 krogi. V regionalni ljubljanski nogometni ligi so odigrali srečanje 18. kroga. Kiskoška Svoboda je storila morda že ključen korak k obstanku, potem ko je doma s kar 6:1 ugnala Črnuče. Moravški Termit je doma suvereno premagal Belo krajino in na 3. mestu preskočil Kresniško Kokto, ki je doma klenila proti Dobu. Jevnica je ostala pri dnu lestvice, potem ko je ostala praznih rok pri Interbloku, čeprav je v polčasu vodila z 0:2. Na 3. tekmi finala prve slovenske futsal lige je Litija v Rogaški Slatini izgubila proti ekipi Dobovca z izidom 5:2. Za poražence sta zadela Anže Širok in Alen Fetič. Dobovec v zmagah vodi z 2:1 in za osvojitev državnega naslova potrebuje še en uspeh. 4. tekma finalne serije bo odigrana ta petek v Rogaški Slatini, morebitna 5. pa prihodnji teden v Litiji. V skupini za prvakinje v elitni ženski rokometni ligi so Zagorjanke zmagale v Celju z 18:21 in si že zagotovile drugo mesto ob koncu sezone. Za novo zmago sta bili ob čvrsti obrambi najbolj zaslužni Pija Hren in Janja Rebol z 8 oziroma 6 zadetki. Varovanke Bojana Voglarja do konca sezone čakata še 2 tekmi, zadnja domača že jutri, ko bodo gostile Krim Mercator. V elitni moški rokometni ligi NLB so v skupini za obstanek odigrali tekme 7. kroga. Herč Martno je klonil pri trebanskem Trimu s 33:30 in 3 tekme pred koncem prvenstva izgubil vse možnosti za obstanek. Pri Šmarčanih sta se strelsko najbolj izkazala Jaka Žurga in Anže Dobovičnik s po 7 zadetki. Če se Šmarčani poslalejo od prve lige, pa so na dobri poti, da se vanjo vrnejo rokometaši Dolteka in Hrastnika. Slednji so v predzadnjem krogu prve B lige gostili Krčane. Kakšnih 200 gledalcev je vse do konca trepetalo za usodo domačih, ki bi jim že ena izgubljena točka zaprla vrata v raj. Varovanci Aleša Sirka so v drugem polčasu zaostajali že za 5 golov, a so se vrnili v igro in zadetkom Amala Ajdarja v zadnji minuti prišli do zmage 27:26. Blestel je izvrstni Klemen Brilej z 9 goli, Ajdarji jih je skupno zabil 7. Ja, občutki so dobri. Mislim, da smo si zaslužili tudi to zmago. Mogli bi jo že prej rešiti, ampak smo vedeli, da je Krško neugoden nasprotnik.
ta pauza mislim, da je bila predolga, tako da smo malo bili v krču, tako da upam, da bo proti Kozin boljši. Zmaga odločilna v boju za napredovanje praktično po izteku tekme iz 7 metrov. Ja, vsekakor je bila tekma pričakovano težka, no, mi smo se res pripravljali na njih resno, kot na vsako drugo, no, tako da oni so bili v naletu zadnje tekme, ne, enako kot mi in danes pač nam ni uspevalo, no, tisto, kar smo si želeli v napadu. Obramba je bila prevečkrat, smo zaspali za sekundo in smo dobili gol tam iz 9-10 metrov. Enostavno nam ni šlo, no, je pa res, da na koncu smo si pa izborili, ne, in pa tudi malo sreče tudi zaslužili. No. Ampak zaostali ste za 5 zadetkov, to tudi nekaj pomeni karakter ekipe. Ja, jaz sem prav zaradi tega izredno vesel, no, pokazali smo res ta karakter velikih ekip, da tudi takrat, kadar ne gre, da si pomagamo, da skupaj stopimo, da igralci živijo za to, da si spodbujajo, nadomeščajo en drugega in to je vrlina te ekipe, ne, in jaz upam, da bomo to nadaljevali. Čaka nas še ena tekma, spet težka, ne bo lahko dol v Kozini se gre za obstanek, tudi prvo tekmo tukaj so dobili, ne, tako da moramo strniti glave in se maksimalno osredotočiti na to tekmo in pa seveda gremo po zmago. V zadnjem krogu bodo Dolani gostovali v Kozini pri Jadranu. Slednji nujno potrebuje točke za obstanek in da zna biti še kako neugoden tekmec, je pokazal ta vikend v Trbovljah, ko je odščipnil točko Rudarju. Za Trbovljčane je Jan Hočevar dosegel kar 14 zadetkov. Na vrhu lestvice je s tesno zmago pri ljubljanskem Krimu ostal Ivanški Sviš, ta je sedaj pri 40 točkah in bo prvoligaški status v zadnjem krogu potrjeval doma proti Ptujski Dravi. Dolani imajo 39 točk, tako kot Škofljica, boljši medsebojni izkupiček imajo Zasavci. Škofljica je tokrat doma zanesljivo ugnala Radeče, ki si bodo morale obstanek zagotoviti na zadnji tekmi sezone, ko bodo gostile Rudar. Slovenska moška namiznoteniška reprezentanca je na svetovnem prvenstvu v Halmstadu izpolnila cilj in obstala v elitni skupini. Slovenijo je zastopal tudi Hrastničan Darko Jorgič, ki je na tekmovanju prišel do odmevnega skalpa, premagal je tretjega igralca sveta, Nemca Dmitrija Ovčarova. Odkar smo se nazadnje videli, je kolesar Primož Roglič prišel do novega velikega uspeha. Potem, ko je pred dobrim mesecem dni slavil na dirki po Baskiji, je dobil tudi večdnevno preizkušnjo po Romandiji. Roglič je na lestvici svetovne serije napredoval na 4. mesto. Na Giro d'Italia, ki se je začel pred nekaj dnevi, kolesar iz Strahovelj ne nastopa, že pa je pogumno napovedal, da bo lovil visoko uvrstitev v skupnem seštevku slovitega francoskega tura. Košarkarji ekipe 3x3 Piran, katere član je tudi zasavec Gašper Ovnik, je osvojila turnir serije Challenger v malezijskem Penangu in si priborila vozovnico za septembrski turnir World Tour v Indiji. V finalu so zanesljivo z 21:9 ugnali poljsko ekipo iz Gdanska. Gašper Ovnik bo naš gost tudi v jutrišnji oddaji Skoku šport s začetkom ob 18. uri. Seveda vsi vabljeni k ogledu. Murska Sobota je pretekli konec tedna gostila najboljše 4 ekipe državnega prvenstva za dekleta do 15 let. Na zaključni turnir se je uvrstila tudi košarkarska ekipa Felix Zasavje in osvojila končno 3. mesto. V polfinalu so Zasavčanke klonile proti kranjskemu Triglavu v tekmi za 3. mesto, ko je 26 točkami in 16 skoki blestela Tjaša Erman, pa s 54-49 ugnale domače Pomurje. Državni naslov je osvojila Akson Ilirija. Za konec še k borilnim disciplinam. V soboto je na Ptuju potekal zaključek državnega prvenstva v disciplini point fighting. Dokazali so se borci iz zagorskega in iz laškega kluba. Iz zagorskih vrst so naslove državnih prvakov osvojili Urban Indov, Zala Rozina, Luka Leskovar, Tina Baloh, Tadej Kolander in Miha Drnovšek. Poleg tega so Zagorjani domov vračajo še z 9 srebrnimi in bronastimi medaljami. Za izlaški klub so zlato osvojili Lili Sešlar, Aleksandar Masel in Tilen Zajc. V kolektivu pa so proslavili še 4 druga odličja. To je bila Mirica športa, sedaj pa vas spet prepuščam Pilani.
No, z nami je bil David Buovski, mi pa gremo naprej k našemu naslednjemu gostu, s katerim bomo spregovorili o urejanju okolice okrog hiš. Z nami je Samo Krznarič, vodja področja gradnje v EVJ. Lepo pozdravljeni. Pozdravljeni. Kaj je vaše delo v podjetju EVJ Elektroprom? Sem vodja gradbenih storitev v podjetju Elektroprom. To delo opravljam nekje 10 let. Sicer moje delo od zbiranja ponudb, pogledov, priprave ponudb, priprave materijala, na to izvedbe, realizacije, nadzora nad gradnjo in potem še obračuna in primopredaje objektov. Se pravi, vse od začetka do konca. Kot recimo, če bi gradili hišo, pridemo k vam in nas spremljate od začetka do konca skozi vse stopnje gradnje. No, to je načeloma kar veliko dela. Mislim, morate obvladati kar veliko stvari, da lahko speljete celotno hišo. Katera vsa področja, recimo, potem, mislim, spadajo, recimo, ko gradimo hišo, se pravi, ves material, ki ga zberemo, vse elektrika, vodovod. Še posebej pomembno zadnje čase je, da je material ustrezal vsem standardom, ki zahtevajo. To pomeni preverjanje vseh atestov, certifikatov. Na to potem zbiranje teh certifikatov, ker na koncu gradnje v bistvu moramo zdati neko dokazilo oziroma dokazilo stabilnosti objekta, katero potem se uporabi kot dokazilo, da je objekt varen in s tem tudi dokazujemo varnost objekta na tehničnem pregledu pri pridobitvi uporabnega dovoljenja. Se pravi, potem sodelujete tudi z vsemi zunanjimi tudi s kooperanti, ja. Tudi z arhitekti. Seveda, arhitekti so bistven del našega procesa, ker oni v bistvu idejo postavijo na papir, mi jo pa dejansko potem izvedemo v realnosti. Super. No, jaz vam bom še povedala seveda telefonsko številko, ker smo pozabili, če bi kdo slučajno imel kakšno vprašanje za našega gosta. Telefonska številka je 0456571177 in seveda tudi, kdor prvi pokliče, ga čaka majhna nagrada. Tako da, kar pokličite, pa vam potem povemo, katera je nagrada. Midva pa nadaljujeva z našim pogovorom. Katera dela izvajate? Največ dela, kar v bistvu dejansko izvajamo, so zemeljska dela oziroma nizke gradnje. To pomeni urejanje dvorišč, izkope za vodovode, kanalizacije, dejansko tudi preklop oziroma ukinjanje starih greznic in preklop na kolektor, če je to v urbanem delu oziroma dobava in vgradnja malih čistilnih naprav za vsako objekt posebej ali za več skupaj. Izvajamo tudi hišne priključke vodovodov, elektroinštalacije oziroma glavne dovod za elektriko, vodovod, telekomunikacijo, kolikor gre za našo kabelsko, tudi določena manjša dela, kar se tiče asfaltaže, ki lahko samo naredimo, večje zadeve, v bistvu večje površine pa prepustimo našim kooperantom. Se pravi, to vse načeloma spada tudi pod urejanje hišne okolice, se pravi asfalt, vsi ti vodovodi. Je še kaj drugega, kar spada pod urejanje okolice? Seveda, v bistvu tudi nekje izkopi oziroma urejanje zelenic, to pomeni dovoz, odvoz zemlje, nasipanje, urejanje tlakovanih oziroma površin s pravnimi ploščami, kakšne betonske pločnike okrog, to vse spada. Se pravi, to so nekako dela, ki se sedaj začenjajo ob tem letnem času. Tako. Tudi recimo neka zadeva, ki se zadnje čase veliko pojavlja pri starejših objektih, so sanacije hidroizolacije, kjer objekt zamaka, recimo tudi odkopljamo, saniramo hidroizolacijo in v bistvu saniramo površine potem nazaj. Super. Kateri pa so recimo neki zadnji večji projekti, ki ste jih delali? Tekom lanskega leta smo izvedli kar nekaj večjih vodovodnih sistemov, sicer iz Lake, povezava Medijske iz Toplice do Podlipovce, povezava od Podlipovce do Gladeža že čaka na izvedbo, verjetno bo to nekaj tekom tega leta. Potem smo izvedli tudi zamenjavo vodovodne cevi nekje od Podvin do Toplic, do dolžine nekje 350 metrov, v sklopu rekonstrukcije ceste v tistem delu.
Letos smo pa v bistvu sodelovali pri rekonstrukciji mosta na Selu, sicer smo predstavljali tiste določene dele vodovoda, kjer je bilo potrebna predstavitev. No pa morda se še malce vrniva nazaj na hiše, kar je za naše gledalce malce bolj uporabno. Omenili ste tudi čistilne naprave. Katere te čistilne naprave se največ vgrajujejo in zakaj jih pravzaprav potrebujemo? Kar se tiče čistilnih naprav, v bistvu bi nekje poudaril dva sklopa, in sicer glede na uporabljen material pri izdelavi same čistilne so to ali so nekje iz PVC oziroma polietilen, polipropilen material ali pa so narejene iz betonskih materialov. Bom rekel, bistvene Morda lahko za vmes, dokler vi razmislite, sprejmeva en klic. Lahko. Halo, kdo je z nami? Dober dan. Dober dan, Majda pri telefonu. Lepo pozdravljeni. Ker noben ne pokliče, sem se opogumila, sem se pa jaz. No, super, najlepša hvala. Kakšno imate vprašanje za našega gosta? Ja, da bi čim več imeli dela in uspešno delo naprej. Hvala lepa. Imate še kakšno vprašanje, kar se hiše tiče? Ne, ker smo v bloku. Aha, ste v bloku. Potem imate to vse urejeno? Ja, zaenkrat vse. No, v redu. Potem pa najlepša hvala in lepe pozdrave. Hvala. Počakajte še na telefonski zvezi, da pustite podatke. Ja, najlepša vam hvala. Tako, hvala tudi vam in nasvidenje. Hvala, adios. Tako pa se vrniva nazaj k čistilnim napravam. Se pravi, vprašanje sva imela, zakaj točno potrebujemo čistilne naprave? Kakšna je njihova funkcija? V bistvu funkcija čistilne naprave, da se v bistvu prečistijo fekalne vode iz samega objekta. To pomeni, da so vse fekalne vode iz WC-jev, uporabe iz tušov, pralnih strojev, te vode, v bistvu, ki so včasih šle v vodotoke, sedaj prečistijo pred izpustom v vodotok sam ali kakšen sistem kanalizacije. Se pravi, ali mora imeti vsaka hiša svojo čistilno napravo? Odvisno je zdaj, kje je ta hiša, kje objekt stoji. Zdaj, če je to nekje v urbanem naselju, kjer je izveden kolektor. Kolektor pomeni, to je glavna cev, kjer se te vode stekajo in se peljejo do glavne čistilne naprave, recimo za Gorijo dol za Savo. Če ta objekt ne stoji v urbanem naselju in ni v bližini kolektorja, da je možnost priklopa, potem je potrebno graditi čistilno napravo. Super. Kaj pa tam, kjer je, se pravi, zgrajeno kanalizacijsko omrežje, je tam čistilno napravo potrebno odstraniti? To je sicer odvisno od odloka vsake občine. Lahko v občini Zagorje, kakor vem, glede na izdana soglasa, je potrebno preurediti obstoječo čistilno napravo v nekje pretočni jašek in potem to speljati v kanalizacijo. Tako pa, se pravi, stranke se seveda lahko obrnejo na vas, imate raje telefone, maile, morda, če jim date kakšne podatke, kam vas lahko pokličejo, kam vas lahko kontaktirajo in se seveda obrnejo na vas za vse probleme. Moj mail v bistvu je sama.krznarič@ev.si. Je viden tudi na spletni strani podjetja. Moja osebna številka je 040 799 976, kjer sem dosegel v bistvu vaš delovni čas. Se pravi, karkoli je v zvezi s hišami, gradnjami, se lahko obrnejo na vas, če ne drugega, vsaj po nasvet. Tako. Tako, najlepša hvala in želim vam naprej še uspešno delo. Hvala lepa. Hvala vam. Tako, sedaj pa pojdimo naprej. Poglejmo si, seveda gremo v naše Kino Trbovlje in si poglejmo, kaj se bo vrtelo ta teden. Danes ob 20. uri si lahko pogledate Playing Man. Jutri v sredo ob 20. uri ponovno igra Playing Man. V četrtek imate na voljo kar 3 filme, ob 11. uri Bela in Sebastian, ob 13.10. uri Učitelj in ob 18. uri Moj lažni mož, ter še ob 20. uri 3 sekunde.
V petek ob 18. uri igra Poldi in ob 20. uri Moj lažni mož. Pa si poglejmo še, kaj se bo vrtelo čez vikend. V soboto 12.5. boste imeli na voljo kar 3 filme. Ob 16. uri Poldi, ob 18. uri Moj lažni mož in ob 20. uri 3 sekunde. V nedeljo ob 10. uri bo na sporedu film Poldi in nato še otroška delavnica. Ob 18. uri Moj lažni mož in ob 20. uri 3 sekunde. In ne nazadnje še ponedeljek ob 18. uri igra Poldi in ob 20. uri 3 sekunde. Tako, sedaj pa pojdimo malce na en odmor in oglase. Zaključna dela v gradbeništvu, krovsko-kleparska dela, prenova kopalnic, čiščenje odtokov, proizvodnja energetsko varčnih PVC oken in vrat. Vse to in še več v podjetju Ahac. Pokličite 03 56 30 295. Spet ni več pametnega po televiziji. Jaz porabim hitrejši internet, ker tale toliko počas loada. Dragi, spet ne dela telefon, jaz ga porabim. Ok, pa najbolj, da naročimo enega Evaja trojčka, ne? Bo kar takoj poklical. Evaja trojček, najboljša izbira za vso družino. Internet, televizija in telefonija na enem mestu. Evaja, z vami že več kot 50 let. Dobro je biti sam svoj mojster, a ne, ko gre za zdravje. V primeru zdravstvenih težav se splača imeti zanesljivega partnerja. Sklenite zavarovanje specialisti, saj vas hitro popelje od prvega pregleda do diagnoze in obravnave. S klicem na Halo zdravje pa poskrbite za hiter in enostaven dostop do zdravstvenih storitev. Triglav zdravje, vaš partner za zdravje. Postanite z nami vidni tudi vi. Oglaševanje na ETV 03 56 57 150. Vam plevel povzroča glavobole? Ne veste, kako bi uredili gredice? Pomaga vam lahko zastirka iz EVJ, izdelana iz slovenskega lesa in pakirana v vrečah različnih dimenzij. Ker imam rada urejen vrt in okolico, si vedno pomagam za zastirko iz podjetja EVJ. Oglasite se v EVJ centru. V novi reviji Zakladnica zdravja. Dieta z nizkim glikemičnim indeksom. Rezultati bodo vidni že do poletja. Preprečite spreminjanje sladkorjev v maščobe. Predstavljamo vam tabele in jedilnike z vsemi pravimi živili. Zakladnica zdravja je že v prodaji. Tako naša oddaja gre počasi k koncu, ampak čaka nas še en pregled dogodkov po Zasavju. Danes ob 16:30 uri je Excelova delavnica 2 v 1, se pravi Excel v 2 korakih v Zasavski ljudski univerzi v Zagorju. Jutri ponovno ob 16:30 uri Excel v 2 korakih, enako v Zasavski ljudski univerzi v Zagorju. 11.5. ob 7. uri zjutraj pred stadionom Rudar Trbovlje bo potekal Zasavski humanitarni tek. Ob 18. uri so v Delavskem domu Hrastnik na sporedu Sladke sanje, romantična drama in ob 20. uri Prijazna dežela. 12.5. v soboto v Delavskem domu Hrastnik pa ravno obratno. Najprej ob 18. uri Prijazna dežela drama, nato pa ob 20. uri Sladke sanje, romantična drama. Tako, dragi moji, tole je bilo danes iz naše strani vse. Upam, da so se med prazniki vsaj malo spočili in napolnili baterije, da boste lažje zdržali do naslednjega dopusta. In seveda, da vas je naša merica dobrega spravila v dobro voljo. Tako da boste še lažje začeli tale teden. Mi se vidimo zopet prihodnji teden, se pravi v torek. Do takrat pa uživajte in si napolnite svojo merico dobrega. Nasvidenje.